Hej, tukaj Sabina in tokrat bom preverjala, koliko je odpadkov na eni izmed konferenc v Sloveniji, ki se imenuje Digit. Potrudili so se, da bi se izognili čim večji količini odpadkov, ampak da vidimo, čem je to ratalo. Gremo pogled. Če verjameš v sebe, če v tem vztrajaš, se bo tudi zgodilo. Peter Thiel was the only person who believed that Donald Trump would win. Now, you know Thiel is the co-founder of PayPal, but Thiel is also the founder of Palantir, one of the scariest AI companies in the world. We now know that Palantir probably colluded with Cambridge Analytica, so maybe Thiel helped Trump get elected. Sodobne tehnologije nas pa seveda nekako izčrpavajo, energijsko izčrpavajo na marsikateri način. Spravi, zato, da se mentalno, duševno dobro počutimo, moramo imeti dovoljšne zaloge energije. In sodobni svet z poplavo informacij seveda ni idealno izhodišče za kaj takšnega. Drugače pa brez problema odlomke poskusiti. Imamo različne energije. Da refilaš svojo stekleničko, tako da je odpadkov še manj. Letaki so pomembna doživetja in na ta način se jih boljš predstaviti na raznih dogodkih, kot je tudi Digit. Na Digitu imamo Lidlovo kosilo in sicer na krožnikih so nam postregali burgerje, ki jih lahko pojemo. Zaprav, krožniki so dejansko biorazgradljivi, ki jih lahko daš na kompost ali pa poješ. Noro. Zdaj ne veš, kam bi ga dal. Kam pa pojedel. Na Digitu so se potrudili in namesto, da bi program stiskali na papir, so postavili takele LCD zaslone, tako da še manj odpadkov. Na Digitu so se res potrudili, da je odpadkov čim manj, so bili pa še vse eni odpadki in dosti ljudi ni vedeli, kam te odpadke razvrstiti, ker so imeli tudi organske odpadke. Tako da moram jih pohvaliti, ker so se potrudili tudi pri razstavljalci in jih spodbudili, da je odpadkov čim manj in se trudijo, da bo svet lepši in svet bolj zelen. Se vidimo v naslednjem videu, naročite se na kanal, drugače se pa gledamo naslednjič. Čau!